Ja, jaz sem enkrat fanta pustila, ker mi ni spekal pečenega krompirja. Ja, pač na počasi je šel človek. Najprej jo je namazal, pogledal film do konca in pol je... Ko se ti tle zdi, da je on čist hotel seksati? Za roleplay mora šiht pustiti ne vem kaj vse. Ne morejo 5-krat na teden seksati, pa še roleplay, pa se oblece v policista in v inštruktorja klaverja. Jaz ne bi mogla s tabo seksati, da bi se ti začela kar smejati vmes in pa bi jaz še vedela, da si verjetno nekaj pomislila smešnega in da je sploh nisi pri stvari. Zdaj realno, ne moreš pričakovati, da bo po 7 letih en losjon dovolj. Losjon! Jaz, da sem moški, mi sploh ne bi potegnilo, kaj pravzaprav hočeš. Ni vmes crknil, zdržal je do konca. Pač zdržal je do konca, opravil je svoje delo in pol sem ga jaz skozi stran dala in pol je bil tako... Ker mi smo skozi tako, moški hočejo skozi seksati. On je tebe pustil in ti pol si obrnila, tako da so ti njega pustili. Med seksom je gledal Terminatorja. Dragi moji, ful sem vesela, da vam lahko predstavim novega generalnega sponzorja podcasta Lahko to ostane med nama. To so Skin kondomi. Jaz sem tako vesela, da imamo njih za sponzorje. Oni nimajo samo kondomov, by the way, imajo tudi seks igračke, imajo tudi lubrikante, ampak to je edina znamka kondomov, na katero jaz prisegam, tako že od nekdaj. Sem že o tem posnela več videov in so jih končno opazili in zdaj so kar sponzorji. Skratka, to so kondomi, ki niso iz lateksa, ampak so iz... Poliizoprena. Kaj to sploh pomeni? Da so primerni za alergike ali pa za tiste, ki smo vsem preobčutljivi na lateks, da so bolj prožni in pa tanjši. V bistvu imaš občutek, da nimaš nič gor. Mislim, meni se je zdelo, ko enkrat probaš skin kondome, ne moreš iti več nazaj na navadne. Ampak veš kaj, čeprav so tanjši, to ne pomeni, da bojo zdaj manj vzdržljivi. V resnici jaz sem opazila, da so veliko bolj vzdržljivi. S temi kondomi se mi niti enkrat ni zgodilo, da bi mi počel, medtem ko s kakšnimi drugimi se mi je. In to je bil tudi glavni razlog, da sem potem na te prešla, ker od takrat nimam nobenih težav več. Pa še to foro imajo, da je ta njihova embalaža taka prav posebna in ne šumi tako, kakor ponovadi šumijo embalaže, tako da ga lahko zelo neslišno odpreš. Okay. Ker so nama tako všeč ti kondomi, smo se pri Pitchpop odločili, da dol vržemo čisto vse ostale kondome in zdaj prodajamo samo še Skin. Dobiš jih pa valjda tudi v tvoji najljubši trgovini, Mercator, Spar, Tuš, karkoli že. Zdaj pa uživi v preostanku epizode. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, lahko to ostane med nama. To je podcast o seksu, seks igračkah, odnosih, o vsem, kar je tebu prej ne bi smel biti. Ja, in danes govorimo o Terminatorju. Jaz sem tu, vem. Hvala, ker nas gledaš, hvala, ker si tle, lajkaj, komentiraj, narod se, ker tako lahko najbolj podpreš. Lahko se pogledamo tudi na Arena TV, vsak ponedeljek in četrtek, in pa so še ponovitve, zaradi tega, ker zadnjič sem jaz glih prvič čula. Jaz doma ne gledam televizije. Jaz nimam povezave s tem anteno in jaz vse, kar gledam na televiziji, je tako, da računalnik priklopam. In sem da zdaj pri Janu in njegova mami naletela na Arena TV in je bilo, lahko to ostane med nama. In je bila ponovitev, tako da v bistvu lahko gledate 4-krat na teden. 4-krat na teden, ja, crazy. Ker imate pač te pač premiere oziroma pač ponovitve teh epizod in pa imate še ponovitev. Wow. Tu pa sploh po mojem nima nobeno v Sloveniji. 2-krat ponovitve, tako da pejte zdaj na Arena TV, pa pejte pogledat, zaradi tega, da nas bojo sploh še hotel imeti gor, ker če noben ne bo gledal, nas bojo dol vrgel. Ja. Tako da. Ampak najprej na YouTube pogledajte. Ja. Če naj hočeš pa še bolj podpreti, pa lahko klikneš v gumbek Join, ali pa nama plačaš kavico, pijačko, večerjo na Go Buy Me a Coffee. Če disclaimer preden nadaljujemo, če to vsebino spolnosti ne zanimajo, pa svet me za njih ne gledate tega podcasta. Ali pa poslušate. Wow. Ja. To sta pa dobro zdaj. Aha. Ok. Kaj? Nič. Sem hotela brati, če greva kar na intimni kotiček, zaradi tega, ker jaz imam danes eno stvar. Lahko jaz začnem? Prosim. Ok. Jaz sem celo življenje hotela probati eno igračko od Lelo. Reče se Lelo Ora in ima tako krogelco, ki tako gre v krogu. Ok? In jaz sem to hotela sprobati. ja, Zakaj to nisi še zame? Lahko ti ga dam. No, in ta kroglica se tako vrti v krogu, se bo tukaj videlo. To ni Lelo, to je Satisfyer. Ja. Knock off. Ja, knock off, ja. Aha. No, in se vrti v krogu. In pa imaš ful različnih teh nastavitev, ne? In gre lahko tako v krogu, lahko gre pač hitrejš, lahko gre v obe smeri. Vidiš? No, v glavnem, pač, ne, razumeš? No, in tu je kukar jezik. Pa je? Ja! Kaj? Ja, Ni.
Ja, kako imaš rada ti z jezikom? Tako v krogu ali pa tako mehko je. A res? Ker meni to zgleda trdo. Se je trda krogalca, ampak ko tako naslonaš, pač tu Ja? še vibrira zraven, ne? In ti tudi tako Oh. na vulvo naslonaš Oh. in tle gre tudi tako v krogu. In je ful dober. Ful, presenetilo me je. Res? Ja, in ta stvar, ki vibrira, je tako na vhodu še in ful, pač čez celo je, ne? Ta gre pa sem tako okrog in dlje časa traja, kot če imaš vibrator, ki vibrira. Je tako bolj taka nežna, kot s prsti mogoče tudi je, tak krog, tako krog. Ne vem, moraš probati, da bi vedela. In če so rekli včasih, če smo rekli, da je on sladoled, Ja? Tisti, za kukar tvojo glavo? oralni, Aha. ja, wow, koliko imamo teh stvari. Ja, no, če naj bi tukaj obliko oralni, ni glih čist, ne? Ni glih čist, ker tako se Kaj to je jezik ne dejansko vrti. bolj? Meni je bolj, 100-krat bolj. Kva? Ja, To ti je bolj zato, ker lažje držiš. Ali? Ti je Ne, tudi občutek boljši. čist drugačen občutek je, Wow. boljši, 100-krat, milijonkrat boljši. Jaz dam tej oceno točno 10 od 10, ne vem, kako se imenuje, ampak jaz jo poimenujem top. Tako da, v glavnem, super je. Wow. Ja, A mi jo boš posodila? Ja! Tu moraš probati. O, moj bog. Ja. Ja, bom. Ja, drugače, zdaj sem glih, za vikend sem dekliščino delala in vsi so hoteli ta sladoled. Pač ta sladoled jih je čisto navdušil in jaz jih nisem imela. Ja, pa tudi v resnici nisem nobena tle navdušena nad tem sladoledom. Ne? Pa v resnici tudi ljudje. Jaz sem navdušena nad sladoledom, kaj ti govoriš? Ti si navdušena. Pa ja, nad meni je ta sladoledom? ful dober. Res? Vedno je kaj tako malo glasen, ampak meni je top mi je. Tako da zdaj me zanima, če mi bo boljši kot ta. No, tu moraš probati, pač res. Crazy. Nisem pričakovala, da mi lahko še kaj v življenju je dobro. Tako, mislim, razumeš, ker si že tukaj igračk probal različnih in take vrste pa res še nisem. In me je prav navdušila. In sem vesela in sem ko mi čakala, da danes jo pokažem. Wow, a lahko prosim, jo primem v roko. Sladoled je pa kar tja nazaj, gor, Ja, da bo se lepo. What? Ok, bom jaz to pol se. Wow. Ja. No, za une, ki samo poslušate, pač ta igračka je tako narejena, da je tak ovalen, skoraj ploščat, ovalna skoraj ploščata površina je in na zgornjem delu je od spodaj pod tem to silikonsko prevleko tak, ki je ena taka za pol frnikula je velik. Pač okroglo je, ampak pač ni kot je frnikula, veliko manjše je in pa se to vrti v krogu in pač what? Ja. Mislim, v bistvu ta površina, ki je za stimulacijo, je v obliki vulve v bistvu. Čist je dejansko je v take oblike in namesto klitorisa ima to kroglico, ki se vrti in tu ti tako gor naštimaš in tu se sem začne vrteti in je full cool. To mi je skrtle noter pospravljeno. No, okay, ja. Ja, pa bom pa Kaj jaz pa imaš tule noter? danes tole. Ja, to imam še za naslednjo epizodo. Okay. Pa sem se zdaj, ker nisem vedela, kaj bom v tej epizodi pokazala, pa bom jaz zdaj neki, ki pa... Pač... Tole je Womanizer. Womanizer je... to je firma... Ameriška, ne? Ki ni Ameriška. bilo leta v Sloveniji. Jaz sem zdaj videla prvič. Tako. In oni so bili eni prvih, če ne celo prvi, ki so naredili igračko, mislim, da niso bili prvi, ampak so bili pa eni prvih, ki so naredili igračko na zračne pulze. Ja. Okay, o tem smo že stokrat govorili. Sari to ni všeč, meni je to ful všeč. In Sara je v bistvu tole najprej zase vzela in je rekla, ne vem, povedi, ona je rekla, ne vem, zakaj sem jaz mislila, da mi bo to dober, ne vem, kako me še ni izučila, da meni ti zračni pulzi niso všeč, sem mislila, da bo pač kaj Womanizer kaj drugač. Jaz sem mislila, da moram sem še to probati, pa mi bo ta všeč. Ne? Ampak zdaj sem pa mislila, da se res naučila, da tu meni ni všeč. Tako da če še kdaj hočem kaj tazga kupiti ali pa sprobati od koga drugega, od kjer druge firme, mi reče, da ne. Ne moram, ker mi ne poveš, preden naročiš. Ja, se res, ja, to je pa res. Ampak ja, tako da je dala zdaj to meni, da jaz to strokovno ocenim kot nekdo, ki pa uživa v tej stimulaciji. In prva stvar, ki jo bom rekla, ker so bile obe razočarane, je pač to, da je ohišje plastično. Ja. Pač, I'm sorry, what? Mogoče je tu neka druga verzija, ker oni so veliki, veš, in mogoče oni ta veliki niso plastični, ampak I don't think so. Groza, ne vem. Mogoče To gre dol. Ja, To gre dol. Jaz sem se zdaj ustrašila, da sem pokvarila. Ja. Jaz pa zdaj tako gledam in se dviguje tale šobica in jaz tako, oh no, it's broken. Dol gre. Mogoče smo Kva? pa sem na seti stvarja A navajene, sem jaz to veš. slabo očistila, ker nisem tega dol dala. Sej tu boš ti imela, jaz ne bom. Ja, sej, jaz sem že probala to zdaj. Ja, no, ampak sej tu boš ti zdaj imela. Ja. Tu ne bom jaz vzela domov. Jaz se brez veze, če ti ni všeč. Ja. V glavnem, mogoče so oni, ne vem. Tale
iskreno, v redu je. Nimam, kar se tiče uporabnosti, it got the job done. Ful mi je všeč to, ker se noter lučka pržge. V tej šobici je noter lučka. Zakaj bi pa to moglo biti? Ne rabi biti. Ja. Cute mi je. Okay. Itak, ne vem zakaj, ker sem vedela, da je lučka tako, da mojemu klitorisu mi je bilo cute. Tako sem bila, he's in the spotlight, v diskotu je, pač he's having a party. In mi je bilo to zelo všeč, čeprav pač ne vidiš tega, ampak nice touch. Tako da, Si opazila kakšne razlike med tem pa Satisfyerjem, recimo v iskreno, delovanju? ne, ni, pač vse je isto. Mislim, je mal drugač, ampak ne moreš opisati, pa je čistko. Iskreno, skoraj boljš mi je Satisfyer. Če bi mogla izbrati eno ali drugo, bi Satisfyer izbrala. Ampak pa spet, itak ima vsak mal drugačno šobico, vsak mal drugačen pritisk, imajo različno globoko ali pa plitko to membrano, ki pač zrak potiska ven, tam je kar globok. In cool je. Pač čist cool. Koliko stane ta? Pojma nimam. Po moje manjka Satisfyer, po moje. Manj? Ja, ker Satisfyer ta dober se vibrira, ne? Recimo Krvi 2 plus je kup 80 ali pa nekaj tasga. Ta je pa po moje 40. Za budget varianto, če hočeš za 40 €, če res tok, je cool. V bistvu, honestly, za 40 € super igračka. Ja. Mogoče zato, ker je tudi plastičen, ker ni cel silikonski in je potem cenejši. Tako da, evo, če iščeš neko budget verzijo, Womanizer tale, top. Eno stvar, to je bilo sicer, to bi mogla sicer Boga pohvaliti, da je tako se zgodilo, ampak ne njega. Glih pršel mi je, glih hodila sem končati in se je ugasnil, je baterija zmanjkala in sem bila tako, to videli. Ni vmes. Kako tu misliš? Pač, veš, včasih, če imaš res nesrečo, ti vmes crkne. Ja, vem, ampak tudi, če ti vmes... Ni vmes crknil, zdržal je do konca. Pač zdržal je do konca, opravil je svoje delo in pol sem ga jaz skozi stran dala in pol je bil tako... Wow. In ga je zmanjkalo. Bravo. In se da sad tako da ves, ker nisem ga nič filala, preden sem ga sprobala. Tudi jaz ne, tako da... Ta je že prišel tukaj na film, kot je bil. Ja, in pač sem sklepala, da verjetno ti ga tudi nisi nafilala. Jaz ga nisem tudi, jaz sem ga samo oprala, sem lahko zdaj pa, kar bo pa bo, ne. In ja, tako da za ta denar the best. Kaj je vodoodporen? Sem še to me zanima. Ja. Je? Je. Ok. Jaz sem ga oprala. Ok, super. Ta mogo pa, mislim, tako na sem ocenila, da je Tvoj obraz zdaj, tako prav videlo se je, da nisi prebrala glih, če je vodoodporen, ampak če si ga umila, pomeni, da je vodoodporen, ker ni še crkno. Ja, isto ta drug, ki ga imam za naslednjo epizodo, pač tistega sem bila pa čist sam tako... Bomo videli, Ok. kaj pa tako zgleda, tako zelo. Unta mal. Ja. Ko čakam. Ok, v glavnem, tole bi jaz ocenila 8 od 10. Tako, ful dobra igračka, mot me samo to, ker se mi zdi tako, da bi bilo lahko bolj. Ja, s tem, da mi smo res zahtevne uporabnice, ne? Ja. Meni se zdi, da tu včasih niso glih ti reviewi mogoče, ker če bi eden človek probal, ker nima nobene seks igračke doma, Ja, bilo ta perfekt. bi rekel, wow, super, ne? Me pa tam gledamo, kako so gumbi postavljeni, pa joj, neki tle moraš preveč dolgo držati, da se vržgeš, tako te... To je res. Pa veš kaj mi sam znižal ceno? To, da recimo, ko primerjam s Satisfyerjem, ko ima še kakšne vibracije zraven, pa še aplikacijo po možnosti, ampak realno za to ceno je pa 10 od 10. Zato, ker še zmer, pač, če so ti všeč ti pulzi, čisto fajn, lučko ima, tako da to da mogoče mu še pol točke zraven, tako da 8,5. Wow, danes sva dobre igračke imeli. V glavnem, tega lahko dobite na Pitchpopu. Ja, ne vemo, če gre za 40 €, ampak pejte pogledat, ne, pitchpa.si, ko da je med nama 10. Tako da mogoče še manj kot 40 €. Mogoče. Ok, gremo pa na Terminatorja. Ja, kaj je tu že? Točno tu veste, kakor jaz. Se pravi, nič. Ampak zdaj bom jaz tu prebrala. Naslov je pa Med seksom je gledal Terminatorja, ker sem jaz to videla na... Ta je pa iz medover.net, tako da to je pa čista slovenska zgodba. Res? Wow. Ja. Ok. Super, čakajte, jaz se moram malo pripraviti. Pa Sara bo brala dobesedno tako, kot piše, tako da če so kakšne čudni stavki, je zato, ker je tako napisan. Ja. Ok, Med seksom je gledal Terminatorja. Skupaj sva 7 let, dala sva čez za marsikaj. Seks je bil večinoma dober. Ne seksava pogosto, mogoče 1 do 3-krat na teden, na začetku veze sva non-stop. Zame je to premalo. Sploh pa nimava še družine in imava čas en za drugega. Če bi imela družino in manj časa, bi razumela.
Zdaj me skrbi, da to ni to, ker če že sedaj toliko malo seksava, bova kasneje še manj. Danes sem se prav uredila zanj in šla do njega, on na kavču gleda nekaj po TV. Čakam, da konča in mu rečem, da naj me celo namaže z lotionom, da ne bo treba, da se sama. Pa je bil ves zagret in olala, ohoho, kako si dobra, gor, dol. Potem začne Terminator na TV-ju. Sorry, ampak to je tako smešno napisano. Pa je bil ves zagret in olala, ohoho, kako si dobra, gor, dol. Potem začne Terminator na TV-ju in mi reče, da bi ful gledal, če bi gledala skupaj. Pa se nasmejem, da jaz pač ne bi kar. In potem me maže in vidim, da gleda zraven TV. In me je v momentu minilo. Bila sem totalno užaljena, jaz imam ful komentarjev, sploh ne vem, če se bom lahko do konca tole zadržala. Bila sem totalno užaljena, v bistvu se mu popolnoma nastavim, varianta na tu sem, nažgi me, on pa tako. In sem mu rekla, da to pa ni to in mi ni všeč. Pride za mano, se trudi, da bi me ogrel, pa sem mu lepo povedala, da me je minilo. In potem ves užaljen gre naprej gledati TV. Sprašujem se, če je to. Mislim, če bi bil kdo drug na kavču, bi me po vsej verjetnosti nažgal tako, da res ni. Nikoli nisem razmišljala o drugem, zdaj pa me mika, da me en tako, kot je treba. En dan prej sva seksala in ko je in ko je njemu prišlo, je bilo to, meni ni. In ni se potrudil, da bi tudi meni. In zdaj se sprašujem, kaj sploh sprašujem na forumu. Ne vem, kak namik ali pa dva bi rabila, ali pa nasvet, ali pa da me nekdo razsvetli, odpre oči. Smešno je napisana ta zgodba, ni? Ja, dobra, meni je dobra. Okej. Olala. Ja, no, kar komentiraj. Kaj ti pade na pamet? Ja, komplicira, ne? Ampak jaz tudi bi isto zakomplicirala, ampak v resnici pa komplikacija, ne? Saj ona ni rekla, da bi seksala, ona je rekla, naj jo namaže z losjonom. Ne? Ja. Namaži me z losjonom. In če te nekdo maže z losjonom ali pa ti masira stopala, lahko gleda Terminatorja, ne? Je res? Ja, sam ona je šla k njemu z namenom, da Ja, pa ni mu tega povedala. Ja, saj ona je upala, da bo on to dojel. To je to obranje misli, ne? Ja, ne? Ko z enim začneš skupaj biti, potem ti avtomatsko on začne brati misli. In to se zgodi in... Ker pa sej res je, ne, da so moški malo glupi, pa da ne razumejo, če ne poveš čist direktno, ne. Ampak mi smo pa še bolj glupe, zato ker mislimo, da bojo oni tu razumeli, če mi rečemo, da naj nas z losjonom namaže, ne. Zdaj imamo tle dva moška, a videla bi dojela, če bi ženska prišla z losjonom, da jo namažeš, da hoče ona neki tako... Da bi probala, da bi seksala rada. To se pravi, eden od teh tlele je rekel, da bi raj Schwarzeneggerja gledal. Kaj pa ti? Tako da tukaj imamo zdaj iz prve roke uživo komentarje dveh moških in tudi ne bi mislila, da je zdaj to povod za seks. Ja, ker isto na plaži mu rečeš, daj me namaž. Ja, ok, na plaži pa ne boš glih seksal tam pred vsemi otroki. Sej, se pravi, tu ni glih nek logičen namik, ne. No, tu je prva stvar. Druga stvar, 1 do 3-krat seks na teden, tu je, meni se zdi to ful velik, tako da, tu da je njej premalo, tu se mi zdi kar zahtevno, ne. Po drugi strani pa, če bi jaz gledala Terminatorja in bi tam prišel en moški in bi rekel, daj me namaž z losjonom, bi rekla, lahko malo počakaš. Ali pa Terminatorja gleda. Ja, ali pa neki, veš, če si glih v nečem pa gledaš. Ni še bil Terminator, ker je on začel njo mazati, se Terminator še ni začel. Medtem, ko je on njo mazal, se je začel Terminator na TV-ju predvajati in potem je on rekel, greva gledati Terminatorja. In potem je multitaskal, tako da v bistvu ful dober, on je njo še zmer mazal s tistim losjonom in je pač zraven Terminatorja gledal, tako da niti ni med seksom ga gledal, sam v njeni glavi je bil to že začetek seksa. Veš kaj, meni se zdi, da on v bistvu je čist hotel seksati. Meni se zdi. Kako se ti tle zdi, da je on čist hotel seksati? Ja, pač počasi je šel človek. Najprej jo je namazal, pogledal film do konca in pol je hotel seksati, razumeš? Njemu, on pa moj ni sploh nič razmišljal, da bi bilo kaj narobe, ne? Itek da ne? Ja. Njej je bilo kar vse narobe. Ja, veš, zakaj je bilo njej vse narobe? Zato, ker to se je že od prejšnjega dneva valil. Zato, ker sta seksala prejšnji dan in njemu je prišlo in njej ni. In ona je še od takrat v bistvu nepotešena, njej se to zdaj že vleče in on sploh ni vedel, da je kaj narobe.
pa ne bilo pa vse narobe in to je bila ona kaplja čez rob. Lej, jaz mislim, da bi ona mogla, če pride tam neki vsa lepa, urejena, ohoho, olala, kot je rekla, ne? Bi mogla ona prijeti daljincu roke, ugasniti televizijo in fukniti daljinc tam nekam stran, recimo. Ne? In reči, zdaj bova pa seksala. Najprej mi boš pa namazal z losjonom. Ja. Ja, mogoče včasih je res treba biti bolj direkten. Ne? Je pa težko, ne? Jaz tudi ne bi bila. Mislim, jaz sem tudi velikrat tako, kao, sej bo vedel nekdo. Pa sem bila požaljena. Pa sem pa bila jezna. 3 dni. Bi pa jaz tukaj še to izpostavila za vse moške, ki gledate. To je ena stvar, ki jo morate po ženskah razumeti. Da kad ti misliš, da je pač, ka ona je pol verjetno vam padla. In pač, ka ženska vam pade, to ni zaradi une stvari, ki se je lihkar zgodila. To je zaradi 5 stvari, ki so se cel teden nabirale in una je bila sam zadnja stvar, ki se je glih zgodila. Ja. Ker pol moški mislijo, koliko smo mi pač nore, da za malenkosti popizdevamo, ampak ni malenkost. Ja. Je samo pač 1 + 1 + 1 + 1, ka mi ne pademo ven za vsako stvar, ki se zgodi. Kakšno stvar tudi si misliš, se ni to grozen, sam pa, ko pa gledaš za nazaj, se ti pa zdi, pa še to je bilo, pa še to je bilo, pa še to je bilo. In poj pa vse narobe. Ja, jaz sem enkrat fanta pustila, ker mi ni spekel pečenega krompirja. Res, to je bil prav ono, the last straw. Ampak kaj bilo že prej pred tem? Vse je bilo narobe že pred tem, ampak tu je bilo pa še sploh narobe, ne? Ker jaz sem rekla, da hočem tu in on je rekel, da bo naredil in pol ni naredil. Aha. Pa sem ga pustila. In pol je bil on tako, kira prasica zaradi pečenega krompirja me je Ne, pustila. samo pol, kad te kdo vpraša, zakaj si ga pustila. Ja, kaj mi ni naredil, ne? Ampak kaj si pa njemu rekla, da je razlog? Si ga sam pustila, si sploh si tako noč. Ne, v bistvu sem jaz znorela in pa me je on pustil. Ker je rekel, da se ne morem tako dreti. In resnica je bila to, tako da I'm very sorry. On je tebe pustil in ti pa si obrnila, tako da si ti njega pustila. Ja, več ni bilo čisto jasno, kdo je koga pustil. No, no naprej, kaj je naslednja točka? Oh, the best! Ja, Veš, kaj mene sem zanima nekaj. Kaj bi on mogel, če bi bila ti tla v tej situaciji, kaj bi on mogel narediti, da bi ti se pomirila iz te jeze? Kako padaš enkrat v to jezo, je res težko ven. ne, to tle je... Ampak neki ziher obstaja, da bi lahko naredil. Ali pa rekel. Mislim, jaz sem mogel bi priti do mene potem itak, takoj, in ne se vrniti nazaj na Terminatorja, ker jaz bi bila itak jezna potem, in pa bi mogel on tam se pač mi posvečati pozornost, medtem, ko bi jaz mulok. Bi mogel biti on tako, ne, pa se... Itak ne preveč, kapolitečno. Ja, pač ne bi seksala zdaj, zaradi tega, ker pač me je minil, ampak pač ne se vrnem televizijo gledati, bod z mano, mi posveči pozornost in pa bom naslednji dan boljš. Aha, ja. Pa ne sme odnehati, ne? Ja. Tudi, če mu ti rečeš, ne, pusti me primer, ne je pustiti primer. Ja. Moraš nujno je ne pustiti primer, razen če resno mislim, ne? Kako jaz resno mislim, da me pusti primer, pa me ne pustiš primer, pa res znorim. Tako da, Moraš vedeti. ja. Ampak po 7 letih, če ne veš, pač pa Ja, brez veze. Ker to na začetku je zelo pomembna informacija. Skupaj sta že 7 let, dala sta že marsikaj čez, pa še zmeraj seksata enkrat do 3-krat na teden, kar je pač honestly ful dober. Ker tako, pač pari, ki so toliko časa skupaj in živijo skupaj, če seksajo enkrat na teden, so nad povprečjem. Ja. Tako da, lej, pač, štekam, da nimate otrok, pa imate čas sam. Life is life. Ja. Boš prebrala en komentar od enega, mislim, da je en tip to napisal, ki je to, kar smo v bistvu že povedala, predvsem ti, takoj. Zdaj realno, ne moreš pričakovati, da bo po 7 letih en losjon dovolj. Losjon. Jaz, da sem moški, mi sploh ne bi potegnilo, kaj pravzaprav hočeš. Vse to ne. Tako to smo že ugotovili, ampak sem hotela še to, Ja, da... pa kaj bi bilo vse kaj bolj seksi, kot pa losjon, neki, ne vem, sveča, masažna, karkoli. Ja, masažno olje. Sem veš kaj, če je bila pa oblečena tako, kot seksi. Po moje je bila naga. Ali pa je imela kakšne une, veš, stegne negate za spat. Če je rekel, da je bila ohoho, olala. Je zato, ker je verjetno bila pol naga. Ok. Ja, jaz sem rekla pač tukaj, da bi lahko še... jaz sem glih zdaj imela na Instagramu debato, ki je ena napisala, napisala je, da ima eno vprašanje. Ne ve, če je bila že kakšna debata glede tega, ampak če lahko pač delimo vprašanje anonimno in sicer je rekla, mi dve sva s kolegico, tiste dve, ki vedno bi pač seksale, na drugi strani sta pa partnerja, tista, ki kar ne bi, pa me res zanima, a je to čist mit, da je večina moških vedno za seks. Ne? In jaz vem, da je to mit, da je večina moških vedno za seks, pa tudi
Se je že meni kdaj zgodilo, da me je partner zavrnil, pa sem se počutila tako, kručeš seksati zdaj, kaj je zdaj narobe, a boš še kar narazen. Pa vem, da je čisto normalno, da on kdaj ni za, kakor jaz kdaj. Ker veš, kolikrat me nismo za in pa oni enkrat niso za in smo med tako konc. Ja. In zakaj? Zaradi tega, ker družba nas je prepričala, for some reason, da so moški skozi seks, da oni samo o seksu razmišljajo in da Misliš, vedno, da je- kadar pač bi moškemu nastavila, da on bo pač mogel vedno biti zadaj in če ni, je nekaj z njemu narobe. Misliš, da je res družba kriva? Ja. On je kriv, ker je skozi hotel seksati. Ampak ne, dejansko je res družba, zato ker so pač prota pričakovanja. Pač to vsi tako pričakujejo. Ja, vem, samo moraš se malo navaditi na to, da ti nekdo govori ne, ker večinoma Ja, še vseeno ja, ti moški itak. vedno govorijo ja. Ampak ne. zakaj imamo ta pričakovanja? Pač to niso pač zrasla na nas, pač to ni kar od nekje prišlo. To je vse iz medij, iz filmov, ki jih beremo, iz knjig, ki jih beremo, iz pogovorov, ki jih imamo potem na podlagi tega. Ker je kar ne moško, če pa moški zdaj munija. Sicer, jaz sem dala potem tudi vprašanje na Instagram in jaz imam zdaj eno teorijo, ki je teorija na podlagi vsega tega, kar sem zdaj povedala, pa odgovorov. Ampak jaz mislim, da če je moški z eno žensko, ki mu večkrat pač, ki je večkrat in ni za seks v karieri, recimo ima ta pač dosti različne libide, bo on vedno za. In bo on vedno rekel, jaz čisto vedno, ko bo, pač jaz bom vedno seksal. Jaz bi skozi seksal, nikoli ne bi zavrnil seksa, če kakšen moški daj zavrne seks, je z njemu nekaj narobe. Imaš to. Pa imaš pa moške, ki so pa že vsak kdaj bili, ali pa so z žensko, ki ima pa višji libido kot ona. Oni moški pa ne bojo nikoli rekli, da bi skozi seksa, zato ker so doživeli to, da je pa kdaj bila partnerka za, pa oni niso bili, zato ker bi skozi dobijo. Pač on vsakič, ko hoče seksati, on dobi seks, ker ima partnerko z višjim libidom. In pa še ona kdaj njemu reče, da bi seksala, ker je pa on utrujen. Te moški pa ne bojo nikoli rekli, ja, čisto vsakič sem za. In tudi odgovori v DM-ih so bili pač, naprimer, en je napisal, itak vedno bi seksal, ampak ko pa pride, pozvala sem, v kakšnem tonu moram prebrati, ker nisem vedela, kam gre to. Čakaj, jaz bom Ker se sem še različne prebrala. repliko dala. In sicer tu ni teorija, tu je resnica. Veš, rek, ne vem, če je zdaj tu rek res, ampak jaz se ga spomnim. Veš, moški hočejo veliko seksati, dokler ne dobijo ženske, ki hoče veliko seksati. In tu je resnica, ker mi smo skozi tako, moški hočejo skozi seksati, pol pa kar nočijo, če ti hočeš, ne. Ampak je logično malo, ne. Ja, ker Meni je to ful vsak je logično. kdaj pač utrujen, pa to, veš, ampak če pa nimaš tega skozi na voljo, boš pa valjda vzel takrat, ko boš šla tudi, če si utrujen. Oni rabijo malo prepričevati te svoje ženske, ne. Nas morajo malo prepričevati in tu jim je ful dober, da nas morajo malo loviti, ne. In če ti hočeš skozi seksati, jim ni tako zanimivo. Ja, Tu je pač ziher resnica, pa sej ni nič tem narobe, ampak je pa sem resnica. Ok, nadaljujem. V glavnem, en je rekel, itak da vedno bi. Ampak, ko pa pride prilika, pa, ne da se mi. Pač realno je tako. Pa ta prizna, ne? Ampak ima verjetno pač že to situacijo. En komentar mi je bil dober, ker je rekel, to je pa ženska napisala, jaz bi večkrat seksala kot moj, bivši je pa večkrat hotel kot jaz. Nobena varianta mi ni všeč, je rekla. Ja. Ampak, koliko je težko pač dejansko, da dobiš partnerja, ki mu bi isti libido, kot ti. Pa ne bosta celo življenje vsakič oba dva za. Tako. Pač tudi, če imate kakšno obdobje, ki sta za, bo verjetno prišlo tudi obdobje, ki ne bosta glih čisto sklejena. In to je normalno. Kukor ne bi vsak dan oba dva pico jedla, ali pa isto hrano na isti dan, halo. Ja. Pa tudi normalno je, da se malo prestrašiš, ko se to zgodi, da si tako, kaj narobe. Pač to vsak pomisle. Jaz mislim, da tudi ko veš te stvari, ful je dobro, da jih veš, ampak tudi, ko jih veš, ko se ti to zgodi, imaš najprej malo paniko. Ampak potem je pač pomembno, kaj narediš s to paniko in da malo racionalno pač možgano klopaš. Ja, jaz kar naredim, je, da pomislim, kolikrat se meni ne da in da to sploh nima veze s tem človekom, ki je zdraven mene, ampak ima sem veze s tem, da se meni res ne da. In to je to. Ena je pa napisala, jaz lahko za mojega, ki so poročena 14 let, potrdim, da je vedno za, jaz pa tudi. Pa tudi taki obstajajo. And I'm so happy for them. Ok. Ja, zdaj mogoče pa seksata enkrat na leto, veš. Ja, sej, ampak a veš, imata glih, pač nekako se ima poklop. Ja, hvala Bogu. A veš, vedno imaš to,
to me pa na to spomni. Jaz si gledam na TikToku, ko imaš dojenčke, 1%, 99% ali baby, ko so tako ful gigantski dojenčki. Ja, veš, ko pač imaš povprečje, koliko je dojenček velik, in pol imaš pač tako vedno imaš neke ekstreme, in imaš pol take gigantske dojenčke, in pač isto, to je tak gigantski dojenček, ker pač vedno imaš pa pol na spektru teh procentov, oziroma teh povprečij, imaš pa vedno ene ljudi, ki pa pač se jim pa vse poklop, pa nekako in pa na tem štima. Ampak pa pol... Kaj to vezi z dojenčki? Jaz sem vidim zdaj unga gromozanskega dojenčka v glavi. Razumem. Ja, no, ampak to je to. Vedno v lifeu je tako, da imaš pol ta 99% situacije. Tako da, jesa. Jaz sem tle potem dodala še malo teorije. Okay. Ampak se so pač bolj ne povedale. Da kaj vpliva na libido, ne? In to in pri moških in pri ženskah imaš ta pač biološki del, da imamo pač različne libide, različne stvari, ki nas vzburjajo. Ene recimo vzburja stres, ene pa pač stres zavira libido. Pol imaš ta družbeni del, ki smo pregovorile, in pol imaš, v bistvu vse to že povedale. Ja. In kdaj si utrujen. Zdaj bom pa tle še nekaj komentarjev, ki bi želela, da jih ti prebereš. Ki so bili pod tem threadom. Ajde. Čakajte, da najdem najprej. Ker se mi zdi dobro, da ne komentirava samo mi dve, pa tlele najni snemalci, ampak da vključimo potem še dejanske nasvete ljudi iz bloga. Ok, tole je potem komentiral en moški. Poskušaj pogledati še iz druge perspektive. Dejansko te je hotel nažgat, pa si bila užaljena. Sej tu, ne? Sej tu. Zaradi česa že, ker je pogledal Terminatorja, medtem ko te je mazal, pa je potem prišel za tabo. Se ti ne zdi, da tudi ti mogoče malo pretiravaš užaljenostjo? Ok, mu poveš, da ti to ni všeč, da medtem ko te maže, gre gledati Terminatorja in mislim, da je dojel. Potem bi lahko, ko je prišel za tabo, se malo pohecala z njim in rekla, naprimer, a boš raje gledal Terminatorja, ali pa bi me kot Terminator zdaj nažgal, ali pa si sama poiščem svojega Terminatorja. Ne moreš pričakovati popolno pozornost strani partnerja. Če ti kaj ni všeč, mu poveš in ko pride za tabo, se opraviči, ga že imaš, je vas tvoj. A ni to tisto, kar si želela? Tam jaz bi tukaj rekla, to je pomembno vedeti, da pač, ko te enkrat nekdo zavrne, je pač konc, tista želja po seksu gre stran. Tako da, ja, bi bilo ful dobro, če bi ona lahko rekla, da me boš zdaj nažgal, ali ne. Sam pač ne, ker si užaljen, ker zdaj se počutiš, zdaj tvoj ego prizadeti, ne moreš zdaj pač iti nazaj v seksi mod. Ta komentar je zelo logičen, ne? Ja. In zelo racionalen. In ko tu prebereš, si tako, sem res, ne? Ampak dejstvo pa je, da pač nismo me take ženske, da bi tu tkule tlele prebrali in bi bile tako, jo, sem res, naslednjič, ko bo gledal pa Terminatorja, bom pa točno tako naredila. Ja, ne gre tako. Pač v teoriji je to ful dobro, ampak v praksi pa pozabimo upoštevati čustva. Ja. Pa da smo ženske, pa da pač je malo zakomplicirano to vse. Ok, naslednji komentar. Težava je v komunikaciji. Zakaj je temu tako, boš sama še najbolje vedela. Mogoče pa imate samo tako obdobje in se bodo stvari kmalu izboljšale. Bodi potrpežljiva in poskušajte čim več komunicirati. Ta komentar mi je malo tako brezvezen. Mislim, ampak je resničen. Ja. Pač dobesedno, treba se pogovoriti, pa da res pride tako obdobje, pa tukaj je potem, ali boš čez to, ali pa si samo nek zid naredil v zvezi. Pol je pa ena punca napisala. Zgoraj pravijo, da je težava v komuniciranju. No, meni se ne zdi tako. Čeprav ni več tiste strasti, kot v začetku zveze, imate še vedno lahko hud, vroč seks in s tem lahko še bolj popravite zvezo. Imela sem isto težavo, namreč moj partner je prav tako delal druge stvari in se ni zanimal zame. Bila sem razjarjena in huda, občasno nezadovoljena, v glavnem prava nadležna baba, ki ga že dolgo ni dobila. Šla sem, kjer bi mi lahko pomagali. Ne vem, kaj to pomeni. Tudi jaz ne. Nato pa mi je sestrična pomagala premostiti te ovire. Naj ti razložim. V erotično trgovino si greš nabaviti malo cot po 5 do 10 evrov, lahko tudi po internetu. Kupiš še nekaj, kar veš, da ima rad, naprimer čokolada, smetana in pa kakšen vibrator. Verjemi, pomagalo bo. Potem, ko on spet začne buliti televizijo, ti prideš in ga malo našeškaš, odlepil se bo od kakršnega koli dela in skočil po tebi. Seveda pa to ni priporočljivo, če imata otroke. Nočeta najbrž prestrašiti otroka s kakšnim divjim ravsom. Zapomni si, če tudi si v srednjih letih, če slučajno si, mlada si toliko, kot se počutiš. Naj te ne bo sram, če kupuješ vibratorje in čez par
In če se s partnerjem zabavata s hrano. In če boš zanetila strast, bo tudi komunikacije več. Lejte. Kadar se je meni zgodilo tu, ne, da je nekdo hotel igrice igrati ali pa gledati televizijo, medtem ko sem jaz hotela seksati, sem jaz pač šla in sem se postavila pred televizijo. In sem tam, Dobesedno. ja, dobesedno. Jaz sem pač bila tako, ne boš, zdaj tu ne gre. Jaz zdaj bom jaz le stala in pa malo stojiš tam. No, še kaj, ampak greš pa pred televizijo. A naga? Tekmuješ s televizijo in računalnikom. Ampak greš naga ali si tako? Ja, naga ali pa v čem, kukrčaš, ne? Ti si tak naga skozi doma. Ja, se to, ne. Tako. Tako da tu ni nič, tako zares. Ti moraš pol nekaj dodatnega narediti, če hočeš tu, partnerja. Veš, kolikrat se mi je tu na slab način vrnilo. Jaz sem mislila, wow, super, ne, super je, da imaš skozi doma nekoga, ki je enak. Ne, ni res njim super, ne. Ker pač, ko jaz pridem čez vrata, sem že naga. Razumeš? Vsakič sem Pol so že naga. desensitized, kar se tega tiče. Ja, ful. Čez 2 leti sploh več ne pogleda, ko prideš naga čez vrata. Obviously. Joj. Ker je tu, pol pa se oblečeš v neka oblačila in tako, kdaj boš šel nekam, in tako, wow. Ja, pa kupiš kakšno seksi Vse je perilo. logično, vse je čisto logično. No, v glavnem, ja, greš v erotično trgovino, meni se zdi, da bi tu delovalo. Predstavljaj si, nekaj novega, ne? Nekaj drugega. Tam se malo oblečeš, čeprav ti je včasih ful nerodno. Tako veš, on gleda Terminatorje in ti ne veš, ali mu je ta Terminator bolj všeč, ali so mu najlonke ali kaj. In pol se tam oblečeš in veš, koliko bi bilo še tu sramotno, da še pol gleda Terminatorja in te noče, medtem ko si ti vse to naredila. Kaj bi me zadela? Ja, glej, high risk, high reward. Ja, ja. Ampak ja, hopefully. drugač, da te pa pol zavrne, pol pa neki drugi, pol pa... Ja, veš, lahko je pa isto, ne? Samo veš, se te tudi lahko partner reče, lej, bom imela danes večer malo masažico, pa svečko, pa bla bla bla, pa še vsem si pol ti na koncu lahko, ja, jaz bi samo masažico pa svečko. Ja. Ne bi reč več. Ja, sej to, ja. Tako da moraš se vedno postaviti v čevlje od partnerja in si zamisliti situacijo v obratni smeri. In potem najebeš, če si ti tista oseba, ki bi pa pač bila vedno za in pol pa se ne moreš postaviti v drugo situacijo. Spomnila sem se zdaj na to, nekaj na TikToku, veš, kako, kakšne tiktokerice smo mi dve. Kako... Možgan mi je zrno, čakaj, kva? TikTokerice. Kaj si A videla ja! na TikToku? Ja, kako imamo dvojne standarde, ne, ki me moškim skozi govorimo tako. Iz ust ti smrdi, noge ti smrdijo, pet se stuširati, cel smrdiš, vse je narobe, lase si počeš, tu ne paše skup, grda vlačila imaš, ne, danes. Ja, če bi tu tebi rekel, jaz bi se krobila. Predstavljaj si. Ampak jaz pa to ne govorim nikoli. Ja. Zaradi tega, ker nočem, da bi to meni kdo govoril in pa sem tako, no. Ja, dobro, no, sem če res mu smrdi iz ust, kaj pa boš? Ja, Ali pa če smrdi on cel. pa dober, ampak če mu smrdi iz ust, tudi meni kdaj smrdi, pa pač če mi to reče, me ne bi... Jaz sam ti srečen, kar me ne bi zabolel, če bi nekdo meni rekel. Ok, se pravi, da imaš grd outfit. Ja. Če je meni všeč, je pač meni všeč. Ok. Okay. Ampak če pa res grad, pa... Sam bi pa zihar razmišljala pol o tem. Ja. Tako, nisem všeč. Moški nič o tem ne razmišljajo. Danes imate grd outfit. To mi kaže. Po mojem, oni res njim se zdi to, kako ti se vsan? Ah, Ni odvisno. vseeno. Ni vseeno. Če vam rečemo, da ne paše skup, majica in hlače, grduje. Odvisno, če sem razmišljal o tem, kaj bom dal sebe. Nisem mi vsem, če pa sem mi. A si razmišljal danes? A ja, rekel je snemalec, da je odvisno od tega, če je razmišljal o tem, kaj bo oblekel. Če ni razmišljal, da mu je vse, če pa je razmišljal, pa prizadene. To Kaj je je pa ful logično? resnica. Ker v bistvu pol ne kritiziraš outfit, ampak tvoje možgane. Ne? Ja, ka ne? Ja, ka ni res? Ja, Ja, ja. 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 Ok. Kaj, kar preberem naslednjega o Daj. roleplayu? Mhm. Okay. Ja. Ful mi je. Zdaj sem pomislila, roleplay je super, ker pač si izbereta vloge in se lahko popolnoma izključita iz svoje vsakdanje osebnosti in postaneta nekaj čisto X. Recimo, ona bi lahko postala Terminator. In pol, če bi se ona oblekla v Terminatorja, bi bil on ful za. Drugač po moje, to bilo pa tako cute. Drugač bi bilo ful smešno. Predstavljaj si tam na filmu Terminator in pol ona tam not pride v sobo, oblečena v fucking Terminatorja, streljati začne in zihar bi se mu dvignila. Sam, ker ne moreš. Fora je v tem, da ko ona prišla k njemu, on še ni gledal Terminatorja, ona ni mogla tega splanirati vnaprej. Ja, se res. In Tu zdaj ima itak ta pozabimo. Terminator grenak pri okus pač pri njej, ona zdaj to ne vem. Glavno, Ali pa mogoče pa bo. naslednjič se pa lahko oblečeš v Terminatorja. To bi bilo v bistvu ful tako smešno, ful bi smešna izpadla. Drugač meni se to zdi briljantno. Ful. Okay. Oh,
Sam to lahko narediš, sam če se on upravičuje potem. Ker če si zdaj jezen, zaradi tega forever, pač... On je jezen. Ne, ona. On mora najprej zdaj odolžiti, pa se ona lahko v Terminatorja obleče. Jaz, dokler se on ne bi meni odolžil, bi bilo to zamera. Ja. Ja, sem tole moram povedati, preden nadaljujemo. Se ti je kdaj zgodilo, da si čisto pozabila nase? Pa da ti je ob vseh stvareh, ki jih imaš v življenju za narediti, ful padel libido? Meni se je tudi to zgodilo. Zaradi tega smo z ekipo Ulala šle all in smo razvile prav svoj napitek za podporo libido in energiji za ženske. To je ena taka mešanica adaptogenov, vitaminov in aminokislin, ki nam ženskam pomaga, da lahko končno spet začutimo sebe in dobimo nazaj tisto iskrico. Ker pač libido ni samo tisto, ful si želim seksati, ampak je tako neka taka najbolj pomembna življenjska energija. Preden smo mi razvile Passion Potion, sem jaz probala že milijon enih drugih stvari za libido. Pa napitke, praške, kapsule, ampak nobena od teh stvari mi ni bila zares okej, nobena ni tako popolno pasala v mojo dnevno rutino, kakor paše Passion Potion. Jaz si Passion Potion najraje privoščim popoldne, ko opravim že vse svoje delo, se usedem na kavč in si vzamem tistih svojih 5 minut in samo uživam. Ampak Passion Potion ni samo en tak božanski mango pasijonka napitek, ampak je tudi funkcionalen. In sicer jaz sem po 3 mesecih rednega testiranja opazila ogromno izboljšavo na libido. To pomeni, da zdaj na čisto random trenutke pomislim na seks, boljš spim, manj me motijo vse stvari in lažje se v življenju sprostim, pa še popoldne mi ni treba hoditi več spat. Če hočeš tudi ti svojo merco libida, energije in dobrega razpoloženja, pa skoč na ulala.com in si prvošč svojo vrečko. Zdaj pa gremo nazaj na epizodo. No, v glavnem pelji ga nekam na večerjo, ne bom nič konkretnega pisala dalje. To se moraš prav res spraviti. Kaj? Pač roleplay. Ja, to je jaz tako... ne bi. Joj. Tu bi bilo ampak po 7 letih je mislim, da meni se zdi na začetku, ko si z nekom, je pač logično, da eni so ful za te stvari. All power to them. Ampak tako se mi zdi na začetku ponovati itak toliko excitementa in vsega, da ne rabiš nekih popestiti. Ampak po 7 letih, goddammit, se moraš pa tudi malo potruditi. Ker če ne, pa padeš v to, pač stagniraš. Skozi imaš isti seks, isto rutino, pride Terminatorja, raje gledaš, kot da bi pač partnerja gledal, kaj tam se ti nastavlja. A veš, kva mislim? Pač mogoče je pa treba. Glej, jaz ne vem, jaz nisem še nikoli bila v zvezi 7 let, tako da, honestly, jaz mislim, da se je treba pač v enih daljših zvezah tudi malo potruditi, zato ker pol na koncu je ful dober, ker vsa ta ideja planiranja, pa to je tako, pa mogoče bo hesno, pa mogoče bo weird, pa mogoče ne bo nek ful erotičen seks, ampak bo pa nekaj zabavnega, pa nekaj novega, ki vaju bo povezal. In take stvari je treba delati za healthy, fun relationship. Ni nujno, da je roleplay, ampak pač je ena idej. Če si hoče tale moški tle, poleg 1 do 3-krat seksa na teden, vzeti še čas, pa poleg Terminatorja, za roleplay mora šiht pustiti ne vem kva vse. Ne morejo 5-krat na teden seksati, pa še roleplay, pa se oblece v policista in v inštruktorja klaverja. Jaz mislim, da ima ona super življenje zdaj. Pač slabo je, da ji ni všeč, ne? Ampak bi bilo pa tudi slabo, če bi se oblekla ona v neko policistko in tam prišla in bi pola areterala tega Terminatorja na televiziji in bi bila tako. Sam se to ne pomeni, da morata ona dva plus ta 1 do 3 na teden seksa še roleplay dodati. En od teh seksov lahko za roleplay zamenjaš. En date night lahko za ta roleplay zamenjaš. To ni tako, da moraš pa, a veš, lahko neko... Jaz pa mislim, da če nimaš otrok, se da to noter dobiti v plan. Kaj, če ne pa si zvečer pa kaj gledaš filme in izkosi eno in isto. To je fora, moraš to rutino predreti. Pač to je kar rešiš cone obdobja, ker se ti ne da, ampak te je pol na koncu najbolj rewarding. Se on je tle ful rutino, recimo, predrl, ne? V glavnem, kar sem hotela reči, je še to. Vidite, jaz sem prišla iz dopusta, meni je zelo žal, ne? Jaz sem prišla iz dopusta in danes mi možgani ne delajo in še prvi šolski dan je danes. Ti nimaš šole, tako da. Ti nimaš to za izgovor. Ja. Lej, tu sem hotela reči, pač moški sem ne razmišljajo o tem. Njim to ne bo nikoli jasno. Tukaj mi zdaj tle govorimo, kaj vse morajo, pa tu njim ni tako čisto naravno to. Ja, ni jim, ampak se lahko naučijo. Lahko dojamejo. A lahko dojamete to? Ja, ampak lahko pa tudi Terminatorja gledajo. Ne, to, kaj si ženske želimo. Ja, težko, če smo prej rekli, da to se nikoli ne veš, kaj je prav, pa kaj je narobe. Ja, veš kaj, jaz pa mislim, da lahko. Sorry, ampak ko si ti z nekom 7 let skupaj, pač ti že po dihanju veš, kakšne volje je nekdo.
Če ti z nekom živiš, Ne vem, mogoče v navadnih zvezah je tudi tako. Jaz sem res težka oseba. Jaz nikoli ne veš, če boš prav naredil ali pa narobe, ampak je resnica. Še jaz ne vem, če bom prav naredila ali narobe vsako stvar, ki jo naredim. Razumeš? Vsakič imaš 50-50 možnosti, ali bo v redu ali pa ne. Včasih bi pa on gledal Terminatorja in bi prišla tam in bi bila tako, no zdaj pa glej, pa da vidimo, če boš lahko se skoncentriral na film. Recimo, razumeš? Nikoli ne veš. Okay. Ok. Pa res odvisno tudi od tega, s kom si. Ja. Jaz sem bolj predvidljiva. Ja? Ja. Ja, pa tudi bolj prijazna se mi zdiš ti. Tako mislim na Ja, splošno, jaz tudi mislim, ne? drugače sem bolj prijazna. Ja, meni se zdi, da si ti bolj prijazna nekako. Čeprav meni se zdi, da sem jaz čist prijazna. Samo mi drugič včasih reče, da nisem glih prijazna, ampak Mislim, do mene drugače do zdaj bila vedno prijazna, ampak iz zgodbic, ki jih razlagaš, pa se mi zdi... No, evo, jaz sploh mogoče ne dojam, če kdo ne sramen do mene, ker če si zdaj tako pogledala, se mi zdi, kot da si kdaj bila neprijazna do mene, pa jaz sploh nisem vedela. če bi vam jaz dala tle zdaj na ekran ene 3 maile, ki sem jih jaz v življenju Luciji poslala, A jaz sem že čisto pozabila. bi priznala, da sem bila nesramna. Ampak, ja, to sem pa pozabila, evo. Ja, Ampak jaz sem samo enega maila spomnila okay. tazga. Dobro. Mogoče sem 3 napisala, pa jih nisem poslala. Dobar, no, ampak še vse en. Ja. V glavnem, roleplay. Jaz bom kar povedala. Danes je moja misija, da bomo imeli epizodo dolgo 1 uro, ne, ker nikoli nam ne uspe. In zdaj je 45 minut. In mi dve smo že kar kle vse povedali, kar je bilo zapovedati. Zdaj sem še never have I ever. In zdaj moramo pa še nekaj govoriti, da bo minilo do 60 minut. Ne, samo povejte, kako se vam zdi, če so krajše epizode. A ste ful Ja. veseli in ne jih pričakovati, ker je zelo težko kratke epizode Ja, posneti. čeprav večinoma niso glih veseli. Na kratkih. Ja, unika redno gledajo, ko pridejo na premiero prav, so vedno malo žalostni, če se tako hitro konča. Viš, kaj lahko še komentirava, preden zaključva? Uno zadnjo epizodo z Žigom. Kaj pa moramo pokomentirati? Ja, to, kakšni komentarji so bili, a so bile res tako neuljudne? Ja, lejte, jaz vam bom zdaj vse razložila. Stvar je v tem, da sva mi dve bili samo navdušeni. In če hočete gledati nek odrasel podcast, je bil Žiga na milijon odraslih podcastih in tam se zelo odraslo pogovarjajo in pejte tam pogledat, ne? In pol je nekdo napisal, kdo je ta v zelenem? Tu sem jaz in tu je moj podcast. Mislim, da sva mi dve naleteli na neko publiko, ki ni še nikoli naju Jaz gledala. tudi mislim, da je bilo tako. In ne vem, ali je tu zaradi thumbnaila, ki je bil drugačen, ali je tu zaradi, ker sem jaz upoštevala tele naše, ki pravijo, v glavnem, vse uspešno, vse lepo in prav. Sem pač našel, so se eni ljudje, ki niso še nikoli bili na internetu in zdaj so bili šokirani, da mi dve se smejiva pa govoriva in da je tu zabaven podcast. Čak, pa jaz bi še to dodala. Za kulisje tega. Jaz sem z njemu govorila po telefonu, preden smo mi to snemali, da mi je mal povedal, s čim vse se on ukvarja in o čem bi lahko govorili. In to je bilo toliko enih stvari, da smo se mi potem zavestno odločili, da bo prva epizoda, ki jo z njim posnamemo, malo bolj zabavna in lahkotna. Yeah. In mi dve smo imeli v glavi, tudi on, samo on tako dosti resno razlaga. Kar ful dober, pač nič narobe s tem. Ampak mi smo se skupaj z njim zmenili, da bo ta epizoda bolj zabavna. Tudi on je rekel, pač da bomo naredili bolj easygoing epizodo. In mi smo imeli v glavi, da ne rabo biti zdaj tle neki ful resne in imeti težkega in resnega pogovora, ker nismo hoteli take epizode. Ja. Tudi malo zaradi tega, zdaj bom še to povedala, pa mogoče malo oversharing, pa mogoče tega ne bi rada reči, ampak bom, ker tudi tisti, ki zdaj še zmer gledate, ste OG fani in pač z vami lahko deliva te stvari. Dejansko, kdo je do te stopnje epizode še zmer gleda, vas zanimajo po mojem tudi te stvari, ki so behind the scenes. Zdaj še mene zanima. Je pač fora je v tem. Jaz ful rada snimam tudi kakšne take bolj resne in izobraževalne epizode. Recimo, una z Jasmino, o medeničnem dnu in to, ki smo imeli, ta perennium. Meni je bila vrhunska epizoda, ampak ni gledana za res. Zaradi tega, ker je taka malo bolj resna izobraževalna tema. In pol so se mi dve bale, jaz zase bom govorila, jaz sem se malo bala, da če bomo mi z njemu zaštartali s kakšnimi bolj resnimi temami, da folk ne bo kliknil in da ne bojo gledali. In pač tako hočeš posneti epizode, ko bojo ljudem všeč, ki jih bojo hoteli klikniti, ki jih bojo gledali, ker če ne pol to snimava za nami, bi lahko šli mi dve na kavo in ne bi plačali studija za to, da se mi dve pogovarjava, bi plačali samo tisto kavo in bi bilo to. In pač nama je pomembno, da delava vsebine, ki vas tudi zanimajo in jih hočete gledati in mogoče pač kakšne tiste resne, mogoče niso ta pravi podcast za kakšne resne, čeprav bojo sigurno še kdaj kakšne bolj resne, ki jih tudi rada snemava, bo mogoče, ki ste bolj znajo, okay. Pa tiste, ki jih pogledate. Ampak ja, glavno point je v tem, da point tiste epizode je bil, da bo bolj taka lahkotna in enostavna in easy going. In mi smo se z njemu že pogovarjali, da bi on prišel,
če bo njemu dobro in če bo nama dobro, še na kakšno epizodo in da bomo pa takrat še kakšne malo bolj resne teme pokrili. Ja, in ne pridete gledati, če mislite, če hočete, da tle ni mene, ker sem antipatična, ker jaz bom tle, vi pa ne bi tle. Plus, veš kaj, mogoče se moramo midve predstaviti ljudem. Živijo. Jaz sem stara sem 28 let in pač v bistvu sem jaz otrok. In tu je tako najbolj zabaven podcast in midve se tukaj smejeva in prideva tukaj iz zabave večino dni. Je res? Ja. Zato, da malo deliva svoje pogovore pa misli z vami. In Žanina, pa žal mi je, da tu ni podcast zate, zaradi tebe sem si izbrisala danes YouTube studio aplikacijo, ker ko sem odprla in sem videla, da sploh ne veš, kdo sem. A to je še nov komentar, tega še nisem Ja, pa videla. zdaj zjutraj je prišel, ne vem, A. čist me je razjaril, ker pač jaz sem hotela biti sem tako, to je moj podcast in tu sem jaz. Ja, jaz sem drugače enemu že hotela odpisati, sem hotela že komentirati in malo se zagovarjati in pa sem tako, ma ne bom. Sem pa zbrisala vse, kar sem napisala. Mi rabimo zaposliti enega administratorja. Okay? A da bo odgovarjal. Kukor na če so na TikToku administratorji live-ov za ston in oni tam nekaj brišajo, lahko imamo mim, da tudi administratorja za ston. Kako imajo administratorja za ston? Kaj to? Ja, veš, ko tam daš neke administratorje, veste? A to neki. AI? Ne. Ja, kad ti ureja live, veš, da briše pa tako. Ja, prostovoljce iščemo. Ja, mi iščemo prostovoljce. Če si ti naš prostovoljc, potem nama piši. Ne da? Ja, na mail, na Instagramu. Ja. Mene tako žal, jaz se še samo upravičen, ker ste kaj na Instagram pisali med nama. Ker ne pisati tam, dajte rajš nam pisati osebno, ker tu ne pridemo nikoli čez. Tiste me, pač, mi smo tako slabe z odpisovanjem tam. Jaz se res samo upravičujem, ker ste tam kaj pisali in še niste dobili odgovora, ker še enkrat na mesec tismi, da odpreva in ena od naju gre malo tam čez. In ko jaz Nazadnje si šla ti. da nekdo da Lucija odgovarjala, sem tako srečna, ker jaz ne vem, da bi do tega prišla. Ampak zakaj ne odpreva? Zaradi tega, ker ko greš v meta business suit in odpreš, ti vrže tam v glavo 33 komentarjev od vseh možnih slovenskih detkov, ki rečejo, da smo kurbe. In jaz tu pol ne odprem pač, ker Facebook mi pač je... ni do tega. Eto. No, če hočete hiter odgovor, pišite ali na mail ali pa me na Instagram. Jaz na mojem Instagramu 3-krat na teden, verjetno, ali pa 4-krat včasih odpisujem na sporočila. Tako da... No, če pa hočete meni pisati, pa pišite tudi Luciji. Ja, drugače Drugače dobivam sporočila tudi Sari namenjena in pa jaz to Sari pošilja. Ne bi preveč pisati za Saro, ker to je preveč dela zame. Moram pa jaz te, pa nazaj pa ne. Jaz Pišite ful redko odgovarjam, tako da jaz vas ne ignoriram, jaz sem... Ne morem. Imamo še, sam še to povej. Ja. Dobila sem sporočilo, ker še nisem odgovorila na njega, ker je en moški napisal, kakšni so efekti libido napitka, pač če moški to pije. To še razloži. Tudi meni je napisal, pa nisem en mesec Ja odgovorila. se je rekel, da mu nisi. A ti mu zdaj že odgovorila? Zdaj sem mu odgovorila. Pa mu lahko rečem, da je že dobil. Super. Ne, saj sem hotela jaz reči tudi libido booster za vse te, ki rabite več seksa. Glih včeraj mi je pisala ta Anja, veš, iz TikToka. Kjera? Veš, ta Anja MH. Jo. Anja Križmančič se piše. Kako izgleda? Kaj pa snema, kakšne videe? O mentalnem zdravju in o schizoafektivni. A ja, vem, kjera, ja. No, ona mi je pisala, da je glih, da je terapeutki razlagala za libido booster, da ga je pila. Najprej itku ni neki bilo razlike, zdaj ga je pa 3 tedne pila in da hoče skozi seksati in da zdaj sta začela še najim podcast gledati in jima ful pomaga in zdaj je še terapeutki povedala, da bo ona lahko naprej priporočala vsem, ki so na antidepresivih. Ampak tudi, če niste na antidepresivih, je tu mogoče ena rešitev, če vaša žena, recimo, noče seksati za moške, pa deluje zelo podobno, zaradi tega, ker sestavine, ki so tle noter, ne, so tudi za moške dobre, maka in vse. Samo pač na žensko hormonsko zdravje imajo dodatne benefite. Tako da moškim ni tako hormonsko glih, ne vem kaj. To je edina razlika. Malo je bolj prilagojen za ženske. Ja. Za moške pa Ja. ne bo nič narobe, Če ampak bi ne za bo pa moške delala, toliko bi dala močen. še kakšne druge sestavine noter, recimo. To je edina razlika. Ok, hvala. Ja, prosim, hvala za sporočila. No, evo, pa še dobro, da je bila danes, da smo imeli čas še to nasloviti. Veš, če ne bi danes zamujala, bi te jaz to že prej vprašala, bi se že o tem hotela prej pogovarjati s tabo in pol ne bi slišali tega pogovora, tako da to je bilo zdaj life and raw, malo Ne bi bilo behind the tega. scenesov. Easy advertisementa. A ne, mislila sem glede tizga z komentarjev. Ja. Prejšnjo epizodo. Mislim, ne vem, zdaj kdaj bo ta epizoda. Ko sem se tle pelala,
sem ugotovila, da we did something right v bistvu. Nekaj smo prav naredili, da smo prišli na čist neko X publiko, ki nas ni še nikoli videla. In to je super, ker zdaj so nas pa videli. Ja, in zdaj so ražali. Ja, pa prav, pa v redu, tudi v redu. Ja. Veš kaj, več ljudi vidi, več jih tudi vidi v njih, ki nas bojo pa imeli radi. Prav. Ja, Zdaj, mogoče, ker se nam bilo pa v redu tako. ja, Ali bolj tako, easy. Bolj neprofesionalno. Ne. ja. Pač veseli smo bili, navdušeni smo bili. Ja, meni je bila tista epizoda In tako lahko zanimiva. sprejmete tudi, da smo pač samo eni, we're just girls. In nam je bilo zanimivo. That's it. Zdaj pa še ne vrheva ever! V glavnem, a ste pripravljeni? Si ti pripravljena? Jaz sem pripravljena. Sta video pripravljena? Prste gor? Superca. V glavnem. Kako se gre? Če si že kdaj to stvar naredil, ki jo bova prebrala, daš prst dol. Tisti, da največ prstov dol za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš nov prst dol. Tisti, ki ima največ prstov dol, gre v zapor zaporedno in je tam cel teden. To se pravi od tega ponedeljka do naslednjega ponedeljka, ko pride nova epizoda ven. Če greš v tisti epizodi spet v zapor, pač ostaneš tam pol spet. Tako je. Hengaš pa s tisto od naju, ki bo tudi tam. Upam, da bo Sara. Jaz bom verjetno, ker nočem iti sploh na avtobus, ki je prvi dan šole in je strašno, ful je strašno, otroci so ful strašni. Ja, zdaj, gledajte, to ni več prvi dan šole, ampak danes pa je. Danes je pa 1. september. In jaz grem v petek na morje. Bravo! Ok. Nikoli nisem partnerja vikal med seksom. Vikal. Čakaj, v šali ali v resnici? V šali ali v resnici? V šali sem zihar vikala. Koga? Ok, en snemalc in Sara sta dala prst dol. Tudi ti v šali nisi. Ne, med seksom pa res ne. Okay. Drugač pa tole je tudi, pač, a sem rekla, da mi zadnjič v eni epizodi, uglihuni žigom, sem vključila na par teh Never Have I Ever od enega, ki mi pač je v DM se pisal in je bil ful vesel in je rekel, sem se počutil, ker sem del epizode in spet si del epizode, shout out, ta je tvoj bil spet, Never Have I Ever. Ok, naslednji. Drugač je dobro, jaz se ti ne bi Ja, ta spomnila. je ful dobra, jaz nikoli se ne bi spomnila. Nikoli nisem uporabljal pull and pray metode, to se pravi prekinjen spolni odnos. Ja, pač da ga daš ven. Da ga daš ven, preden Kamor češ. to je kot oblika kontracepcije, ne? Ja. Kondom. Ali pa tabletke. Sej tu se mi je zdelo, da ne bo njima glih jasno, kaj je to Tam vprašanje. sta dala oba dol prst. Ja. Vsi smo. Look at us. Ja. Nikoli nisem imel napada smeha med seksom. Sara je dala prst dol in en snemalc. Jaz se ne spomnim, da bi imela kdaj napad smeha prav med seksom. Sam ti si veliko bolj adventurous med seksom, oziroma delaš tako fulenih stvari, ki se ne delajo med seksom, kot je, ne vem, kuhanje in hranjenje in to, tako da se predstavljam tudi, da se pa tudi smejiš, daj lahko. Ja, sem se fulkrat smejala. Sem ne zato, ker se je kaj čudenega zgodilo, ampak ker lajke tako smešnega pomislim, recimo. In pol je ful smešno. Kaj? Ampak ni povezano s seksom. Ne. Včasih. Oj. Ja. Jaz ne bi mogla s tabo seksa, da bi se Ne. ti začela kar smejati vmes in pa bi jaz še vedela, da si verjetno nekaj pomisla na smešnega in da sploh nisi pri stvari. Se tudi povem pol na glas. A si kdaj kakšen vic povedala med seksom? A ste pa tudi druga oseba smejala? Ja, ne spomnim se, kako sem jaz, če imam napad smeha, ne gledam glih okoli. Veš, kaj mislim? Ne, nisi tako smejala kot jaz. Ne vem, ne znam odgovoriti na to vprašanje. Okay. Nikoli nisem gledal televizije med seksom. Mi dve staro smo dali obe prst dol in en snemalec. Samo en snemalec. Nikoli nisem gledal Terminatorja med seksom. Res? En snemalec je dal zdaj še prst dol, zato da je gledal Terminatorja. Ok. Nikoli me partner ni zavrnil, ko sem hotel seksati. Ok, vsi smo dali prst dol. Nikoli nisem jaz zavrnil partnerja, ko je hotel seksati. Koliko moramo dati le zdaj prsto, da? Sta dala oba? Ok, kako že poznam, koliko imate prstov sploh dol. Vsi smo dali spet prst dol, vidiš to? In nikoli nisem prepozno dojel partnerjevih namigov, da bi rad seksal. Tako, da je bil že pol jezen. Ne znam odgovoriti na to vprašanje. Ja? A si dal ti slučajno vse prste dol za vsako stvar? Nice. Je to zdaj? Tudi en naš snemalec bo tam v temu zaporu. A zelo povem? V glavnem,
če se spomnite, Jure Tršan je bil pred časom najin gost in ne samo to, da je bil gost še službe, je dobil tle v podcast studiu in zdaj je tlele se uči, kako snemati. On zdaj tlele zraven Shadowa, našega snemalca in bo tudi on potem enkrat prevzel to delo. In je dal vse prste dol, tako da bravo, the best. Na zadnjega smo snemali, rekel, da še ne smemo povedati, da se on tam v zadnji skriva and now the cat is out of the bag. V glavnem, Sara, ti si tle od najbolj zgodila, ti žal pa ne dobiš lisic, ker nisi uradno del tlele. Ti si sam za kamero. A se už kar samo oklenila? Ma ne vem točno. Te bom jaz. Že dolgo. Ti pa povej, kje naj jo lahko najde in vse te pomembne Najdete stvari. na Stukile vsak ponedeljek. Au, Še enkrat, prosti. Veš kaj, te lisice so meni malo premejhne, oziroma moja roka je malo prevelika. Narobe sem dala, tako sem dala, namesto da bi dala tako. Nove zapisnice imaš. Ne, tu sta dve zapestnici skupaj prpeti, no bomo se delali. Takole. Pa tu si ti že 100krat ugotovila, kako gre, ja, pa ne 100krat si morem. tudi že pozabila. Ne, pač sam zadet moraš pod pravim kotom. Ne, ni Islak. res. Je. Ne, ker je tle ta Evo. zatič. V glavnem, najdete nas tukaj vsak ponedeljek, Areno TV si malo prežgite med tem, ko pospravljate ali pa kaj, ne? Ja. Kuhate. Ob Da nas še 23. večje vidite, kakor smo tle. Followajte, lajkajte, mene najdete povsod. Linki so v glavnem v opisu. Kaj pomembenega? Skin kondome kupite, pa ne iti na to metodo pull out and pray. Honestly, ja. Ja, ker na koncu itak noben ne mol na koncu in pol ne deluje. Kaj pa ni mi- res? Napište, če kdo kdaj mol. Ja. A pa še, če tisti, ki še zmer zdaj v tem trenutku gledate, pa komentirajte, kaj ne komentirajo? Nekaj lepega, nekaj lepšega koženina. Drugač ful mi je Neki dober, ko tako- vidim kakšne une emoji, ki rečemo na koncu, da ne jih komentirajo, sem tako, vsi ti ljudje so do konca zdržali. Ja. Napište, kaj... Kako ste, če ste bili na morju? Ne vem, kaj je v dopustu. ja, Lahko kaj tazga znemo. Prosim. Ja, kamen... Adio. Se V glavnem, vidimo, adio. Čau!